Dober dan. Ključna stvar pri prodaji nepremičnine je pravilna postavitev prodajne cene. Kaj vse se lahko zgodi oziroma kakšne so lahko posledice, če se prodajna cena postavi nepravilno? Pri prodaji nepremičnine je, vsaj po mojem mišljenju, ključnega pomena pravilna postavitev prodajne cene. Ta prodajna cena, pravilna postavitev pomeni predvsem to, da se pravilno postavi cena glede na lokacijo nepremičnine, mikrolokacijo nepremičnine in glede na dejansko stanje nepremičnine, torej na dejansko stanje, v kakšnem je stanovanje, hiša in tako naprej, se pravi, ali je obnovljeno, ni obnovljeno, starejša, mlajša in tako naprej. Pravi, to so, bom rekel, trije dejavniki, torej stanje nepremičnine, lokacija in pa cena, ki ključno vplivajo na uspešno prodajo nepremičnine. Po mojem mišljenju je čas za prodajo nepremičnine, bom rekel, maksimalno 3 mesece za večino nepremičnin v Sloveniji, ki so, bom rekel, tudi v večini primerov neke poprečne, da tako rečem. Torej ne slabe, ne dobre, ampak neke poprečne je po mojem mišljenju čas, ki se nepremičnina mora prodati 3 mesece. Plus minus, včasih je lahko kjera mogoče malo zle, včasih se katera poda zelo hitro, ampak to je neko povprečje, ki po mojih izkušnjah mora biti, ker v nasprotnem primeru bo se pojavil že prvi problem previsoke nastavitve prodajne cene, to je, da nepremičnina obleži na trgu, torej da leži na trgu, kot pravimo, dalj časa, predolgo časa in potem na nek način ali pade po lestvici v nekih oglasih, recimo navzdol po razvrstitvi, ali pa predvsem druga stvar, ki je bolj pomembna, je ta, da se iskalci, torej kupci nepremičnin, tisti, ki dlje časa spremljajo in redno spremljajo in se mogoče tudi malo kasneje odločajo, se jim zdi, da je nekaj mogoče narobe s to nepremičnino. Zakaj se toliko časa že prodaja? A se ti je zgodilo, kdaj pa si slišal, da reče, ja, kaj pa se toliko časa te nepremičnine prodaja? Zakaj pa se toliko časa prodaja? Pa ta nepremičnina se pa že dolgo časa prodaja, ali ne? To so vprašanja, ki jih tudi jaz dobivam, ko ljudje pokličejo in se zanimajo za določeno nepremičnino. In po mojem mišljenju je vse, kar je več kot 3 mesece, predolga doba za prodajo nepremičnine. In prvi problem, ki ga imamo ob nepravilni postavitvi prodajne cene, je, da nepremičnina obleži na trgu. Kaj je posledica? To je drugi problem. Drugi problem je ta, da posledica napačno postavljene prodajne cene, previsoke prodajne cene, je ta, da je potem potrebno ceno zniževati za uspešno prodajo. In kaj se zgodi? Zavleče se prodaja, ta prodaja, bom rekel, traja dlje časa, kot si je nekdo želel ali zamislil, in seveda potem posledično postopoma ceno znižuje, jo je prodajalec primoren znižati in na koncu nekje v velikem povprečju pride na neko tisto ceno, ki bi že v štartu bila neka pravilna in je pač šele takrat z zniževanjem cene proda. Poznaš primere, recimo, zniža za 5.000 evrov, za 2.000 evrov, za 10.000 evrov in tako naprej, odvisno od vrednosti, in potem postopoma zniža ceno, za 10, 15, 20% in potem se nepremičnina proda. Tukaj seveda govorim za tiste primere prodaje nepremičnin, za tiste prodajalce, ki seveda so se odločili konkretno oziroma dejansko odločili za prodajo nepremičnine in niso zgolj neki špekulantje, ki pač pravijo, nič bomo dali nepremičnino v prodajo in bom potem videl, če se bo prodala. Če bo kdo kupil, bom prodal, če pa ne, pa ne. In potem se taka nepremičnina seveda lahko prodaja leto, 2, 3, ampak so mogoče cene v 2 letih zarastle in je zato prodal za ta denar, ampak na koncu v bistvu ni nič boljše prodal, kot če bi že 1 leto nazaj prodal za neko tisto ceno. Ampak vsak ima seveda svojo kalkulacijo. Jaz dajem tukaj primer za nepremičnine, ki so namenjene, torej ko se prodajalec, lastnik odloči, da jo bo prodal z namenom investirati ta denar nekam drugam, kupiti drugo nepremičnino in tako naprej. Torej, ko gremo v prodajo, se potreba odloči za prodajo in seveda se nepremičnina mora prodati. Drugi razlog je, da potem pripelje do zniževanja cene nepremičnine. Tretji razlog, ki pa se v najslabšem primeru lahko zgodi, je, da pa potem celo reče lastnik, saj noben noče kupiti, saj se nič ne prodaja, saj trg nepremičnin je mrtev, nihče ne kupuje, ne bomo več prodajali. Ampak skupni imenovalec vseh teh, bom rekel, težav, ki lahko pridejo ob napačni nastavitvi prodajne cene, je, da je v štartu
prodajalec ni imel pravih informacij, torej ni bila narejena mogoče raziskava trga, torej pregled nekih primerljivih nepremičnin, pregled dejanskih prodaj nepremičnin na tem območju in se seveda ni postavila pravilno prodajna cena nepremičnine. Zdaj, zato praviloma je smiselno vprašati strokovnjaka, nepremičninskega agenta, cenilca, kogarkoli, da pač postavi neko pravilno prodajno tržno ceno ob nekem danem trenutku v času prodaje. Ker danes je lahko popolnoma drugačna vrednost oziroma cena nepremičnine, kot bo recimo čez pol leta. Torej, največji problemi ob napačno postavljeni prodajni ceni so: predolgo časa nepremičnina leži na trgu, potrebna so zniževanja cene nepremičnine ali pa celo na koncu lastnik prodajalec reče, sej se ne proda, nihče noče kupiti in preneha s prodajo nepremičnine. Jaz velikokrat ponavljam, da velik problem je previsoka prodajna cena. Bistveno manjši problem je prenizka prodajna cena, ki je po mojem mišljenju skoraj da ne moreš postaviti. Ampak v tem, da je drugič v nekem drugem videu, to so že neke, bom rekel, skrivnosti. Včasih je bila ena oddaja, malih kuharskih mojstrov, nekaj takega je bilo, pa recimo temu reči skrivnosti nepremičninskih agentov. Ampak pustimo. V glavnem, pomembna je pravilna postavitev prodajne cene. Zato pametno v prodajo, sploh zdaj v teh časih, v tem obdobju, ko se trg, bom rekel, spreminja oziroma se je že spremenil, je zelo, zelo pomembna pravilna postavitev prodajne cene, da tvoja nepremičnina ne obleži na trgu, ne znižuješ v nedogled ceno do neke tiste spodnje meje ali se celo kasneje odločiš, da nepremičnine ne boš prodala, zato ker pač je bila cena nepravilno postavljena. Adijo, srečno!